Torej, tudi uradno lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Media Deska Slovenija, študentske založbe za filmsko Fabulo 2011 v tem spodbudnem okolju Cankarjevega doma, ki je tudi partner projekta. Moje ime je Sabina Žakelj, sem vodja Media Deska Slovenija in danes vam bom predstavila časovni in prostorski premik filmske Fabule, ki se je zgodil letos. Fabula se namreč odvija že prihajajoči vikend 12. in 13. marca tu v Cankarjevem domu. Z mano sta pa tudi Sabina Briški, koordinatorica projektov na Media Desku, ki vam bo predstavila letošnjega gostujočega medija strokovnjaka in sam potek delavnice, ter Janina Kos, koordinatorica projekta na študentski založbi, ki pa vam bo predstavila prozne mnogoboje in imena finalistov, ki se bodo prihajajočo nedeljo zvečer potegovali za nagrade. Tisti, ki ste v zadnjih letih že spremljali filmsko Fabulo, veste, da gre za neke vrste literarni most, literarno-filmski most med obema svetovama. Konkretno pa to pomeni izobraževanje za obe sferi, se pravi za pisanje scenarijev in adaptiranje literarnih zgodb. Doslej so bili v tej konstelaciji v Sloveniji priznani tuji medija strokovnjaki, med njimi v prejšnjih letih, recimo lansko leto Miguel Makalski, svetovalec na scenarijih za filme kot so Punčka za $1 milijon, Billy Elliot in More of Many. Leto pred njim je bil z nami Kristjan Rud, ki je pomagal pri razvoju več 100 filmov, med njimi tudi celovečercem Lon Valov in Orlando. Še leto pred njim Jacques Akšoti, ki je med drugim sodeloval z režiserjema Robertom Bressonom in Larsom von Trierjem. To vam govorim, ker smo tudi letos pripeljali eno znano evropsko ime. Letošnji strokovnjak Mathieu de Braconnier je mlajše generacije, med drugim kot svetovalec sodeloval na filmu Razmetane postelje. Aktivno pa sodeluje na medija podprtem scenarističnem izobraževanju SOS Save Our Scripts, ki je posebej za mlade scenariste privlačno izobraževanje tako zaradi kvote strokovnjakov, ki jih imajo kot predavatelje, kot tudi zaradi presenetljivo prijazne cene tega izobraževanja. Filmska Fabula se je, kot sem že prej omenila, letos premaknila. Doslej se je tradicionalno odvijala konec januarja, začetek februarja v Postojni. Letos pa gre za časovni in prostorski premik in posledično tudi skrčenje in skristaliziranje programa. Prostorsko in časovno je prišlo do premika iz januarja na marec in iz Postojne v Ljubljano zaradi obeležitve letošnje svetovne prestolnice knjige. In ker je bila lokacija dosedanja lokacija izven Ljubljane zelo priljubljena med filmskimi ustvarjalci, ki pridejo res za 2 do 3 dni na to delavnico izpopolnjevati svoje projekte in to radi počnejo v miru izven vseh impulzov mesta, bomo videli, kako se bo letos ta delavnica v Ljubljani obnesla. Zaenkrat kaže izredno dobro. Se bo pa in na podlagi tega letošnjega odziva bomo potem se odločali tudi o nadaljevanju filmske Fabule, o premikih oziroma o postavitvi časovno in prostorsko v naslednjih letih. Ta skristalizirani koncept, ki sem ga omenila, pa se bo verjetno ohranil, ker ponuja res 2 zgoščeni usmeritvi. Prva je samo izobraževanje, torej sama delavnica kot taka, srečanje filmskih ustvarjalcev in literatov z tem tujim strokovnjakom. Druga pa je finale proznih mnogobojev, ki ostaja znotraj filmske Fabule in tu pride pa tudi do fizičnega srečanja med obema svetovama, torej med literati in filmskimi ustvarjalci. Letošnji finale z proznih mnogobojev se bo odvijal v kavarni Sem, to nedeljo 13.
marca. Imamo pa na tem finalu dve žiriji. Žirija finala proznih mnogobojev v sestavi Tanja Lesničar-Pučko, Gašper Jakovac in Tina Košir bo podelila glavno nagrado v vrednosti 830 evrov, ki jih podarja študentska založba. Žirija Televizije Slovenije v zasedbi magister Andrej Vajevec, Diana Martinc in Polona Flere pa bo za potencialni odkup izbrala najbolj filmsko zgodbo za adaptacijo scenarij za kratki igrani TV film, ki ga bomo v scenarij adaptirali v okviru Filmskega tedna Evrope maja letos. To so glavne velike spremembe, ki so se letos odvile na Filmski fabuli. Zdaj pa k besedi vabim Sabino Briški, koordinatorico projekta, ki bo podrobneje predstavila letošnjega medija predavatelja in pa seveda program delavnice. Hvala, Sabina. No, evo, letos imamo res rekordno število udeležencev, 38 mladih scenaristov iz Slovenije, a tudi Avstrije in Hrvaške. Od tega jih je 17 prijavilo svoje ideje za scenarije. Zdaj bomo videli, ali je bilo tu pomembno ime delavnice Save Our Scripts ali to, da smo se premaknili v Ljubljano. Za primerjavo, lani smo imeli 23 udeležencev, od tega 13 projekti v Postojni. Zdaj, letošnji gostujoči mentor, prek katerega v bistvu promoviramo Save Our Scripts delavnico za evropske producente in scenariste, je izkušeni producent, scenarist, mentor in strokovnjak za razvoj scenarijev. 5 let je vodil v Veliki Britaniji uspešno programsko shemo Cinema Extreme, ki pomaga mladim filmskim ustvarjalcem pri prvih korakih v filmsko industrijo in producira kratke filme, in pri njih je recimo svoj prvi kratki film naredila Andrea Arnold, ki je za svoj film zdaj nedavno dobila, celovečerni film dobila v Cannesu nagrado za najboljši scenarij, za režijo. Matiju je pa bil, kot je Sabina omenila, tudi svetovalec na scenariju, ki smo ga pred 2 letoma lahko gledali na filmskem festivalu na Lifu, Razmetane postelje. Matiju trenutno dela v londonski produkcijski družbi The Bureau, ki je oblikovala to izobraževanje Save Our Scripts, in zelo delajo, veliko poudarek imajo na iskanju mladih filmarjev, mladih obetavnih režiserjev in scenaristov. In se v sklopu tega izobraževanja pod mentorstvom Matija in drugih strokovnjakov ti producenti in scenaristi srečujejo in razvijajo svoje scenarije. Za mali, recimo, okus te delavnice bomo prihajajoči vikend imeli intenzivno dvodnevno izobraževanje z Matijem, ki bo sestavljeno iz v bistvu 4 delov. Soboto dopoldan bo namenjena uvodu v osnove filmske zgodbe, malo bolj teoretično, kjer bo Matiju obravnaval inspiracijo za pisanje filmske zgodbe, kdo se na scenariju sodeluje, in se bo dotaknil konceptualnih orodij za pisanje scenarijev, kot so struktura. Posebni poudarek bo na dramatičnem konfliktu, dramatični ironiji, žanru. Popoldan boste se odvijali 2 stvari paralelno. Ena stvar bo ogled odsekov izbranih evropskih filmov, po katerih bodo pol udeleženci skozi diskusijo se učili in aplicirali tisto, kar so se zjutraj naučili o dramatičnem konfliktu, ironiji in tako naprej. Hkrati bo pa predavatelj imel tudi krajša osebna svetovanja na posameznih projektih, teh 17 projektov, ki so se prijavili na delavnico. Poseben pol bodo dobili tudi scenaristično vajo za naslednji dan, za nedeljo zjutraj, ko bodo se vsi skupaj osredotočili, analizirali konkretne scenarije prijavljene. Potem pa popoldan bo še čas za nekaj zanimivih vaj iz scenaristike in zaključek delavnice z refleksijo naučenega in Matijeve napotke, kot so filmi in knjige za nadaljnji samostojni razvoj na področju pisanja filmskih zgodb. Hvala, Sabina. Janina bo predstavila pa ta del, ki sem že povedala, da je tudi pomemben, in sicer pravi filmsko-literarni most v povezavi z letošnjimi proznimi mnogoboji, finalisti in pa seveda potek finalnega večera.
Hvala. No, Prozni mnogoboji so serija dogodkov, na katerih žirija in občinstvo izbere najboljšo kratko zgodbo in so se tega februarja odvili že 6. zapovrstjo, tokrat v 5 slovenskih mestih, in sicer v Ljubljani, Kopru, Mariboru, Celju in Novem mestu. Na letošnjih mnogobojih se je skupaj predstavilo 30 avtorjev. Največji obisk pa smo zabeležili v Ljubljani, kjer je 9. februarja v kavarni Sem svoje zgodbe predstavilo kar 10 tekmovalcev. Bilo je pa seveda tudi temu primerno največ občinstva. No, Prozni mnogoboji so sicer namenjeni vsem, ki želijo svojo kratko zgodbo predstaviti javnosti, in za sodelovanje ni potrebna nobena predhodna prijava. Vsebina kratke zgodbe ni določena in je prepuščena individualnemu izboru vsakega avtorja. Udeleženci dogodka imajo pa največ 7 minut časa, da interpretirajo svojo zgodbo. In potem seveda na vsakem proznem mnogoboju sproti se določi strokovna žirija, ki je pač v sestavi ponavadi predstavnika študentske založbe ter 2 naključno izbranih obiskovalcev dogodka. In potem oni skupaj s publiko, se pravi polovica velja glasovanje občinstva, polovica je glasovanje žirije, izberejo največ 3 finaliste vsakega mnogoboja, ki si poleg knjižne nagrade prislužijo še nastop na finalu proznih mnogobojev. No, na letošnjem finalu, ki bo prihajajočo nedeljo 13. marca ob 20. uri v kavarni Sem, bodo svoje zgodbe torej predstavili Ljudmila Konradi, Janez Grm, Jana Kolarič, Metka Lampret, Iztok Ličen, Alja Malenšek, Jedrt Maležič, Diego Menendez, Nena Novak, Vito Pešič, Majda Senčar, Max Starc, Blaž Šafarič in Jan Zorec. No, teme letošnjih zgodb so bile, tako kot že vsa leta doslej, zelo raznolike. Segale so vse od avtobiografskih zgodb do čiste fikcije. In poleg nekaterih nastopajočih, ki se proznih mnogobojev vsako leto redno udeležujejo, se je tudi letos predstavilo precej novih avtorjev, ki so ponovno dokazali, da novih pisateljskih talentov v Sloveniji ne manjka. No, in kot je že povedala Sabina, bo letošnja žirija v sestavi Tanja Lesničar Pučko, Gašper Jakovec in Tina Košir na finalu proznih mnogobojev to nedeljo skupaj s publiko seveda izbrala najboljšo kratko zgodbo. Avtor pa bo ob tej priložnosti prejel denarno nagrado v višini 830 evrov, ki jo podarja študentska založba. No, svojo odločitev bo tudi razglasila žirija RTV Slovenija. Finalni večer bo vodil, tako kot vse mnogobojske večere do sedaj, Boštjan Gorenc Pidžama, in po dogodku bo za veselo vzdušje s prijetno glasbo poskrbel jahač plošč Bigor. Hvala. Hvala, Janina. Gradivo imamo pripravljeno v mapah s povzetki cele novinarske konference, ker smo počasi prišli do konca. Tako da bi zdaj odprla še podij za vprašanja vaša. Koliko je torej skupaj udeležencev? Proznih mnogobojev ali delavnice? Celega projekta, če se štejemo 10 plus 38 plus njihove prijatelje in sorodnike in vse, ki se radi udeležijo proznih mnogobojev zvečer, smo imeli ponavadi v Postojni kar, kaj je bilo ceno? 40-50 ljudi čez. Te prozni mnogoboji so posebej res postali že ta močen most med enim in drugim svetom, medtem ko delavnica je pa letos res presenetila tudi nas, no, z 38 udeleženci in od tega kar 17 projekti. Koliko cel projekt stane, pa posebej filmski, posebej prozen, in kdo ga sfinancira? To pa je zdaj malo težje vprašanje za nas, ker je projekt v bistvu vgrajen v proračun Media Deska, ki nismo delali posebnega preračuna, koliko bi to stalo.
Lahko pa vam naknadno odgovorimo na to vprašanje, pa preračunamo. No. Prav so, ja, ker Media Desk ima koliko svoj program, ki je sfinanciran, ampak del tega programa je seveda tudi ta postavka gotovo. Ja. Ampak ni posebej postavka kot taka, imamo jo znotraj tega širše postavke promocije in izobraževanja, zato nimam točne številke v glavi, lahko pa ja, se to naknadno pošlje. Še eno vprašanje, zdaj, imate mogoče kakšno statistiko o strukturi udeležencev aktivnih? So to, recimo, s katerim letom ali s katerim šolskim obdobjem v glavnem pristopajo? So to študenti, so to predijaki, so to že narejeni ljudje? Čist različno. V bistvu imamo letos par študentov, tako končujejo AGRFT, pol imamo že redne udeležence, ki se ali iz hobija ukvarjajo s pisanjem scenarija, imamo tudi enega producenta in scenarista že uveljavljenega v Sloveniji, tako da je čist različno in to je tudi bil namen, da je čisto odprto, da vsi lahko probajo, pa se pol že 5 let v bistvu na Filmski fabuli izobražujejo in redno prihajajo, imamo veliko rednih. Tako da je delavnica je tudi brezplačna in so bili do zdaj, je v bistvu bil tudi to nek doprinos slovenski scenaristiki, ravno ta brezplačnost, ker vemo, da so te zadeve ponovadi v tujini zelo drage, ne, za posamezno svetovanje na scenarijih. Ok, Media Desk je tako evropski projekt, če pa razumem, inštitucija, karkoli to zdaj že je. To je je informacijska pisarna znotraj programa Media, ki je program Evropske komisije. Sofinanciranje pa v Sloveniji paritetno, se pravi polovično za svoje delovanje iz strani Ministrstva za kulturo. Tako da je to iniciativa vsake države posebej, da pristopi s 50% s svojimi sredstvi. In to pri nas je Ministrstvo za kulturo. To je filmski sklad tudi? Je pa tehnično na ta način izpeljana zadeva v Sloveniji, da Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi razpis za izvajanje Media Deska in na ta razpis se lahko prijavi praktično kdorkoli, ampak doslej od leta 2004, odkar je bil Media Desk ustanovljen, ga je vedno dobil v upravljanje za vsako leto Filmski sklad oziroma zdaj Novi Slovenski filmski center. Tako da smo, sicer pa po pogodbi z Evropsko komisijo, neodvisna enota znotraj sklada oziroma centra. Tega nisem mislil vprašati, tam je pogovor pa niso, torej sta vedve uslužbenki filmskega centra. Pravno formalno smo zaposleni, oziroma jaz sem zaposlena na Filmskem centru, Sabina je trenutno pogodbeno na Slovenskem filmskem centru, tako da ja, pogodbe imamo z njimi, program bo pa od Evropske komisije in pač tudi ta neodvisnost mora biti zagotovljena v delovanju. Cilj mojega spraševanja je pravzaprav to, koliko teh produktov, da rečem, ne projektov, produktov, ki jih recimo ta vaša fabula akcija, mogoče povezana, zanima me predvsem filmski del, ima šanse, ima možnosti, da se vidi še kje drugje zunaj Slovenije? Zunaj Slovenije bomo videli, ker je cilj Filmske fabule, ki smo ga 3 leta, se mi zdi, nazaj vzpostavili, je, da povežemo te mlade potencialne scenariste z industrijo. Kar pomeni, da producenti, ki želijo pristopiti k temu, da vidijo, kakšni projekti se razvijajo, lahko pristopijo in do zdaj smo že imeli, zdaj trenutno poteka prav eno sodelovanje, da jaz vem za njega, lahko pa, da so še tudi druga sodelovanja. No. Ampak se odpre na ta način in pot za slovenske, prav do producentov. Zdaj, mednarodne koprodukcije, kar bi pa mogoče imeli za posledico to tujo odmevnost v tujini, ne, so pa, mislim, da to še toliko mladi umi, da potrebujejo še nekaj tega zagonskega časa, da potem lahko pride tudi do te mednarodne koprodukcije. Zaenkrat dela to, za katero jaz vem, bo slovenska produkcija, oziroma mogoče slovensko-italijanska, ne vem, v katero smer bo šlo, ampak ja, se trudimo, da imajo realno povezavo potem tudi z dejanskim filmskim svetom, ne samo zato, da potem doma v popoldanskem času pilijo svoje projekte, ampak da ta projekt ima možnost realizacije. Še nekaj si hotela dodati? Govorite seveda o filmski industriji, ne o naftni, ne? Prosim?
O filmski industriji, ne o... Naftno. A ja, kakor lahko govorimo sploh o industriji, ja, ker je to še zmeraj prevladujoča kulturna. Ja, ja. Še kakšno vprašanje? Smo že vse povedali. Ja, še to bi povedala, da bo Matiju z nami, letošnji strokovnjak z nami zelo malo časa, tako da tisti, ki ste zainteresirani za intervjuje, je tukaj samo od sobote zjutraj do nedelje zvečer in se bi zato, mislim, je boljš, da se slišimo, pa potem se dogovorimo za intervju, da slučajno ne zamudite, ker doslej smo imeli malo drugače zastavljeno. Bo pa z nami spet maja, tudi na Filmskem tednu Evrope, kjer bo pa delal tudi na tudi mednarodnih projektih, tudi filmskih, zares filmskih producentov. Ne samo z mlajšimi scenaristi, ampak tudi z izkušenimi scenaristi. Tako da bi se na tej točki rada še zahvalila partnerjem projekta, Študentski založbi, Cankarjevemu domu in televiziji Slovenija za sodelovanje. Posebej pa hvala vam, novinarjem, ker podpirate evropski film in seveda upam, da se vidimo ta vikend in potem tudi na naslednjih dogodkih Media Deska. Hvala. Imam še mapce, nekaj tam.